V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z nami vsemi. Drage sestre, dragi bratje, iz cerkvene zgodovine vemo, da apostol Janez zaradi bolezni in visoke starosti v Efeški cerkvi ni mogel več pridigati. Zapis pravi, da so ga nemočnega prinesli na nosilih in ga prosili, naj jim nekaj pove. Na bogoslužjih je v sedečem položaju, počasi in tiho, šepetajoče, ponavljal: ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Te besede so zapisane tudi v Janezovem pismu. Kako blagoslovljeni smo, da smo lahko v cerkvi, obkroženi s čudovitimi ljudmi. V imenu cerkve se vam zahvaljujem, da smo prišli praznovati nedeljo kot Gospodov dan in smo si vzeli čas za povezanost v Božji družini. Naša prisotnost, naši plemeniti darovi omogočajo, da ta cerkev živi in pričuje o Božji ljubezni. Pohvala za pogum, da smo kristijani, da verujemo v Boga, ki edini lahko reši razpadajoči svet. Smo cerkev, ki ceni vprašanja, zato smo tu drug za drugega, odprti. Bog želi, da se ljubimo med sabo, ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen. Zato s pozdravom miru in s toplim stiskom roke podarimo drug drugemu srce in si zaželimo mir in vse dobro. Zdaj pa prisluhnimo obvestilom. Današnja nedelja je, kot vidimo, sodeč po vrstah v klopeh, zelo dopustniško obarvana. So veroučne počitnice tudi za skupino A je poskrbljeno. 9 dni počitnic, kar lep, prijeten dopust za odpočitek. Ampak smo v hiši Božji in prav je, da smo si vzeli čas tudi za druženje skupaj kot Božja družina. Jutri v ponedeljek molitveno bogoslužje zaradi državnega praznika odpade. Bo pa molitveno bogoslužje v sredo 29. aprila ob 19. uri. Torej pred nami je praznični in dopustniški teden, tako bo Gospodova večerja drugo nedeljo v maju, ne prvo nedeljo v maju, ker še sovpada k počitnicam, da se vrnejo tudi ostali bratje in sestre. Tako bomo imeli Gospodovo večerjo 10. maja, ne pa prvo nedeljo v maju. Danes je na televiziji Novo mesto vaš kanal v oddaji Nova obzorja pridiga iz naše cerkve. Zahvaljujemo se požrtvovalnim koscem, posebej dekletom, saj so kot ekipa uredili okolico cerkve in podarili veliko svojega dragocenega časa ljubečemu služenju. Ponosni smo nanje in hvaležni za vaš doprinos. Naprošam, da se jim še kdo pridruži, kajti površina cerkvene parcele je velika, urejena okolica pa je lepo zunanje pričevanje vsem obiskovalcem in sprehajalcem in se daleč naokoli sliši, kako lepo je na Grmskem griču. Zaradi tako pridnih delavcev in po novem tudi delavk. Mislim, da si zaslužijo en aplavz. Ni kaj, družba se spremenja, zdaj že ženske kosijo.
Petje občestva cerkve je najboljši način skupnega čaščenja Boga, ki vključuje celotnega človeka. Telo, voljo, srce, dušo, duha. Je duhovno darovanje, ki krepi vero, zdravi, nas povezuje v edinosti duha in oznanja čudež odrešenja. Krščanska vera je, tudi ko je težko, kljub temu pojoča vera. Je vesela vera. Tu nismo na prireditvi, nismo na predstavi, kajti petje je del zemeljske in nebeške liturgije. Kot je rekel nek pridigar, kristijani smo pojoči svetniki, ker smo oprani v jagnjetovi krvi. Dobro premislimo, preden bomo začeli prepevati, in takoj bomo našli zagotovo, kljub stiskam ali pa veselju, en razlog za slavljenje. Kajti pesem pravi: zvesti, o moj Gospod, ti si prepoln dobrot, daješ vsak dan novo milost na pot. Izvolite sesti. Biblično vodilo današnje nedelje je: če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev, staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Vse stvarstvo je Božja poezija, zato prisluhnimo poeziji psalma.
Gospod, nauči nas moliti, so rekli učenci, vendar psalmi so svetopisemski molitvenik in tam se naučimo moliti. 66. psalem pravi: Slavite ljudstva našega Boga, dajte, da se sliši glas njegove hvalnice. On nas je ohranil pri življenju in ni dal, da bi naša noga omahovala. Veliko ljudi se spoveduje, nikoli pa se ne pokesajo. Zato vabim k iskrenemu priznanju grehov. Usmiljeni Bog Oče, prosimo te, pomagaj nam dojeti, da Božja najlepša palača ni tempelj, niso veličastne zgradbe, temveč srce skesanega grešnika. V takšnem srcu biva Sveti Duh. Že samo dejstvo, da čutimo svoj greh in hrepenimo po Božji milosti in odpuščanju, zadostuje, da so naši grehi oprani v dragoceni jagnjetovi krvi, da smo tvoji otroci, Jezusovi bratje in sestre. Kristus, usmili se. Besede milosti in slavospev razveseljujejo naše srce z besedami iz Svetega pisma: milostljiv in usmiljen je Gospod, počasen v jezi, velik v dobroti. Gospod podpira vse, ki padajo, vzdiguje vse, ki so upognjeni. Zato slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Vabim še k molitvi. Ljubeči Bog Oče, hvala ti, ker zate nismo nihče ali nič, ampak nas toliko ljubiš, da si dal za nas svoje življenje. 3-krat sveti, ustvari nam čisto srce. Pošli nas oznanjati evangelij miru tesnobnim v srcu. Pošli nas služiti vsem ljudem, ljubiti sovražnike, graditi pravico, odgovorno upravljati stvarstvom ter prinašati ozdravljenje narodom sveta. Prosimo te, spodbudi nas, da si upamo odpluti na odprto morje izzivov, ker v življenjskih nevihtah najbolj izkazuješ svoje mojstrstvo, saj se, ko smo daleč od kopnega, začnemo ozirati po tvojih zvezdah na nebu. Takrat se tudi mi sprašujemo: Bog, zakaj si me zapustil? Oče, vemo, da je to najbolj človeški krik, ki ga ni izrekel Juda, Peter, Janez, Pilat, ampak sam Jezus. Zato vemo, da razumeš tudi naše krike, naše stiske, naša vprašanja in naše bolečine. Usmiljeni Gospod usliši našo molitev in nam podari svoj mir. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo iz 66. psalma, sledi pa pesem Mi stojimo na svetih tleh.
Vzklikajte Bogu vsa zemlja, pojte slavo njegovega imena, dajte slavo njegovi hvalnici, vsa zemlja pada pred teboj na kolena. Prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu, slavite ljudstva našega Boga. Dajte, da se sliši glas njegove hvalnice. On nas je ohranil pri življenju in ni dal, da bi naša noga omahovala. Zares, preizkusil si nas, o Bog, prečistil si nas, kakor prečistijo srebro. Izpolnil ti bom vse svoje zaobljube, ki so jih izrekle moje ustnice, govorila moja usta, ko sem bil v stiski. Pridite, poslušajte, pripovedovati hočem, vi vsi, ki se Boga bojite, kaj je storil moji duši. K njemu sem klical s svojimi usti, poveličevanje je bilo pod mojim jezikom. Ko bi bil v srcu videl zlobo, bi me Gospod ne bil uslišal. Toda Bog me je slišal, prisluhnil je glasu moje prošnje. Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve in svoje dobrote od mene. Izvolite sesti. Dragi zbrani, poskušajmo si predstaviti, da nas pisec tega psalma povabi na kavo. In potem nam pove, kaj je razlog, da nas je povabil na kavo. In nam reče nekako tako: želim se pogovoriti s tabo o vseh dobrih stvareh, ki jih je Bog storil zame. Kakšna bi bila naša reakcija? Morda bi pričakovali povsem neko drugo temo pogovora. Ampak tema oziroma pogovor o tem, kaj Bog dela v našem življenju, je nekaj najlepšega. In psalm 66 bi lahko imenovali psalm preštevanja Božjih blagoslovov. Ljudje smo po naravi takšni, da prej najdemo razlog za godrnjanje ali pritoževanje, kakor za zahvaljevanje. Ta psalm pa nas vabi, da bi bili boljši v preštevanju Božjih blagoslovov. In pisec pripoveduje o svojem življenju skozi prizmo Božje navzočnosti, njegove pomoči in tudi njegove milosti. In na koncu izpostavi dejstvo, da je Bog slišal njegovo prošnjo in tudi odgovoril na njo. Ali ni to tudi naše doživetje? Prav gotovo je za vsakega izmed nas in zato nas vabim, da tudi mi preštevamo Božje blagoslove v našem življenju, tudi sedaj, tudi s pomočjo pesmi, ki so pred nami. Kajti pesem pravi: duša naj moja vsa slavi Božje ime. Zakaj? Za mnoge stvari, ki jih Bog dela v našem življenju. Vabim nas, da ostanemo in v naslednjih pesmih slavimo Jezusa Kristusa.
najdi prav vse povsod, prav vsak trenutek moj. Gospod naj bole tvoj. Hvala ti, Jezus, ker lahko preštevamo tvoje blagoslove v našem življenju. Hvala ti, da te lahko slavimo vsak trenutek, da ti lahko dajemo svoje srce. Hvala ti, da te poznamo in hvala ti, da si ti naš prijatelj. Amen. Sledi utrinek za otroke. Utrinek za otroke. Jaz sem pripravil zelo veliko teh čokoladic, ker sem računal, da bo celotni verouk tukaj. Ampak so odšli na morje, v hribe, v druge države, se peljajo z ladjami, letali, avtomobili, skiroji. Ampak imamo tukaj dve iz višjega razreda in dva iz nižje skupine. 4 smo tukaj, dovolj nas je. Se bo še kdo pridružil? No, izvoli, lahko. Lahko, ja. Evo, še Zorica se vam bo pridružila, da bo bolj zabavno, ne? Tako, zelo lepo. Ampak boste pa dobili en bombonček. Najprej bi naredili en dogovor, tako na hitro, ampak kar moji 2 sosedi bi uporabili. Tukaj imamo Lucijo in Lucija, če bi Evelino. Lucija, se lahko dogovorimo, da bi ti šla ven začasno, če se strinjate. Ampak tudi vrata moraš za sabo zaprt, da ne slišiš, kaj se pogovarjamo. Drži? Ok. Samo za kratko. Hvala, Lucija. Bog te ima rad. Bog te ima rad. Bog vas ima rad. Bog te ima rad. Bog te ima rad. God loves you. Bog te ima rad in tako naprej. Mislite, da Lucija ve, kaj se pogovarjamo, pa da ve, kaj smo dobili? Ne. Kaj moramo narediti, da bo zvedela? Hitro. Povedati moramo. Poklicati jo. Pridi jo poklicati. Pojdi jo poklicati. Aha, glasbenike tudi ima Bog rad. Tebe. Si vedela, kaj smo delali? Ne. Si slišala, kaj smo se pogovarjali? Ne. Torej, da si zvedela, kaj smo se pogovarjali in dobila, kar smo mi dobili in delili, si morala priti k nam ali pa nekdo k tebi. Bog te ima rad. Pogovarjali se bomo na kratko o misijonarju. Zdaj smo zvedeli, kaj in kdo je misijonar, kaj dela in kakšna je njegova služba. Namreč misijonar oznanja krščanski nauk med nekristijani. Misijonarjev je danes zelo veliko po svetu in moramo moliti za misijonarje, kjerkoli so. Prvi misijonar iz Svetega pisma je bil Andrej. Pomeni to ime v prevodu, da je bil tak možat. On je bil ribič iz Becajde pri Genezareškem jezeru in on je bil brat enega od glavnih učencev. Morda veste pri verouku ali pa kdo drug? Peter je bil njegov brat. Torej, Andrej in Peter sta bila ribiča, ampak Andrej je prvi pripeljal Petra, svojega brata, k Jezusu, ko je izvedel od Janeza Krstnika, da je Jezus Božje jagnje in odrešenik sveta. In kaj je Andrej rekel? Peter,
Našli smo odrešenika, Mesijo. Zato imamo organizacijo po celem svetu, ki pravi: Andrej, povej naprej. Torej, Andrej je prvi misionar, ki je povedal veselo oznanilo svojemu bratu Petru. No, Andrej je šel po vsem svetu in prišel je celo do Volge, reke v Rusiji, in prinesel krščanstvo v Rusijo in še naprej. Potem je hodil po ozemlju današnje Grčije in tam daleč na okoli. In leta 60, 30. novembra, v času cesarja Nerona, ko krščanstvo ni bilo priljubljeno in so bili preganjani, je bil zaradi vere, ker je misionar, mučen, križan, usmrčen. Težka slika, ne vem, če bi jo pokazal, ampak hvala Bogu, da ne živimo v takšnih časih. Na takšnem križu so ga razpeli v Grčiji zaradi vere v Jezusa, in sicer v mestu Patros. V mestu Patros. In zdaj nekaj lepšega. Da ne pozabimo na misionarje, da ne pozabimo na prve mučence, ki so bili preganjani zaradi vere v Kristusa, in da ne pozabimo na Andreja. In Andrej, povej naprej, imamo kaj? V spomin temu Andrejev križ. Kadarkoli je prehod čez progo nezavarovan, je brez zapornic, imamo tak znak in se imenuje, ko boste delali vozniški izpit, naš David Marko, moj vnuk, se že pripravlja. Že spoznava prometne znake. Torej, tole je Andrejev križ. In tudi ruska mornarica ima zdaj tak križ, pa tudi škotska zastava je takšna, kajti tudi na Škotsko je prišlo krščanstvo s pomočjo Andrejevega oznanila in imamo tudi takšno zastavo nacionalno in tudi tak križ. Torej, ko boste videli na cesti ali kjerkoli tak znak, se bomo spomnili tudi mi odrasli na misionarje, na Andreja in da se to imenuje Andrejev križ. Tako, zelo sem zadovoljen, imate novo sošolko. Ja, novo sošolko. Tole si boste pa razdelili pri verouku še. Boš ti vzela, evo, vse skupaj lahko, pa pojeste. Tako, hvala vsem, bomo misionarji, ne? Andrej, povej naprej. Mi pa bomo s pesmijo pobrali še prostovoljne prispevke, ki so namenjeni izgradnji naše cerkve. To je
Milost vam in mir od Boga Očeta in od Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Dragi sestre, dragi bratje, danes nas Božja beseda vabi k prispodobi, ki je hkrati preprosta in globoka. Vodi nas k vinski trti. Vsi poznamo trto, kako raste, kako potrebuje skrb, kako je odvisna od zemlje, sonca in rok vinogradnika. In vendar v tej vsakdanji podobi Jezus razodeva nekaj zelo pomembnega o našem življenju. Trta ne rodi samo od sebe. Vsaka mladika, ki ostane povezana s trto, prejema iz nje življenje, moč in rodovitnost. Če pa se od nje loči, usahne. Tako tudi mi nismo poklicani, da bi živeli ločeno vsak zase, ampak da ostajamo povezani z Bogom in med seboj. Morda se tudi sami kdaj počutimo kot mladika, ki je utrujena, obrezana ali celo ranjena. A pravi vinogradnik ve, kaj dela. On neguje, obrezuje in pripravlja, da bi bilo sadje še obilnejše. Naj nas današnja beseda povabi, da se vprašamo, na kaj smo navezani, iz česa črpamo svoje življenje, ali dovolimo Bogu, da nas oblikuje, da bomo mogli obroditi sad, ki ostane. Današnji odlomek, ki ga bomo prebrali, je iz Evangelija po Janezu, 15. poglavje od 1. do 8. vrstice. Prosim, če ostanemo. Pravi pa takole: jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč, kakor mladiko, in se posuši. Te mladike poberejo in jih vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Izvolite sesti. V današnjem evangeliju nam Jezus govori v prispodobi, ki je bila njegovim poslušalcem zelo domača, pa tudi na Dolenjskem je zelo poznana. To je prispodoba vinograda. Pravi: jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Ta slika ni naključna. Vinograd zahteva skrb, potrpežljivost in stalno povezanost med trto in mladikami. In prav to želi Jezus povedati o našem odnosu z njim. Ko Jezus izreče te besede, jaz sem vinska trta, to ne pove le kot primerjavo. On razkrije skrivnost življenja samega. To je ena izmed njegovih najglobljih izjav, ko reče z drugimi besedami: jaz sem izvir življenja. Ob tem se nam postavi vprašanje, zakaj ravno trta? Da bi razumeli težo teh besed, moramo vedeti, da trta za poslušalce ni bila samo rastlina. V Svetem pismu je bila podoba trte podoba Božjega ljudstva. Izrael je bil Gospodov vinograd, toda problem je bil, da ta vinograd pogosto ni obrodil sadu. Zato Jezus reče nekaj presenetljivega. Ne pravi: vi ste trta, ampak jaz sem resnična trta. On postane nova prava trta, na katero moramo biti vcepljeni. Kaj pomeni resnična trta? Beseda resnična trta tukaj ne pomeni samo prava v nasprotju z divjo trto. Pomeni, da je popolna, izpolnjena, tista, ki daje pravo življenje.
Jezus je resnična trta, ker v njem ni praznine, v njem ni greha, ampak je polnost Božjega življenja. Vse druge trte, na katere se človek naslanja, so začasne. To je lahko uspeh, denar, odnosi brez Boga, lastna moč. Te stvari lahko nekaj časa dajo občutka življenja, ampak ne morejo dati življenja samega. Iz trte raste življenje. Najpomembnejša resnica je, da mladika nima življenja sama od sebe. Vse, kar ima, sok, rast, rodovitnost, prihaja iz trte. Enako je tudi z nami. Človek ni ustvarjen, da bi bil zaprt sistem. Ustvarjen je, da prejema življenje od Boga. Zato Jezus pravi, kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. To ni grožnja, to je opis resničnosti. Največja zmota sodobnega človeka je, ko pravi, bodi neodvisen, zanašaj se le nase, ustvarjaj svoje življenje. Evangelij pa pravi drugače. Brez povezanosti z Bogom človek usahne. In to je ključni problem. Človek lahko živi, deluje, ustvarja, ampak brez Boga izgubi notranje življenje. Ostanite v meni je skrivnost krščanskega življenja. Jezus večkrat ponovi eno besedo. Ostanite. To pomeni ustrajnost, zvestoba, odnos, ki traja. Ostati v Jezusu pomeni živeti iz odnosa, ne iz dolžnosti, biti povezan z njim v vsakdanjem življenju. V Jezusove prispodobi o vinski trti pogosto največ pozornosti namenimo Jezusu, kot trti in sebi kot mladiki. Toda Jezus nam jasno pove nekaj zelo pomembnega. Moj oče je vinogradnik. To pomeni, da je za naše življenje potreben nekdo, ki skrbi, vodi in oblikuje. Vinogradnik ne sedi daleč stran. On je vsak dan v vinogradu, ker opazuje, skrbi, reže, čisti in varuje. Tako tudi naš Bog Oče ni nekje daleč v nebesih, ločen od našega življenja. On je vpleten v vsako podrobnost našega življenja, v naše uspehe, padce, dvome in odnose. Včasih imamo občutek, da smo prepuščeni sami sebi, a Evangelij pravi, nisi sam, Bog deluje tudi takrat, ko ga ne vidiš. Jezus pove, da vinogradnik dela dve stvari. Odstranjuje mladike, ki ne obrodijo sadu, obrezuje mladike, ki rodijo sad in jih čisti, da bi rodile še več sadu. To pomeni, da Bog ne ignorira zla v našem življenju, kot so greh, navezanost, notranjo zaprtost. On želi, da živimo polno življenje, zato odstranjuje vse, kar nas ovira. Včasih to doživljamo kot nemirno vest, notranji klic spremembi, občutek, da nekaj ni v redu. To ni osodba, to je Božje delo v nas. Vsako mladiku, ki obrodi sad, pa jo očisti, da bi obrodila še več sadu. Torej Bog ne posega samo tam, kjer je slabo, posega tam, kjer je že dobro. To pa včasih je težko sprejeti. Zakaj bi Bog posegal v nekaj, kar deluje? Zato, ker vidi dlje kot mi. Vinogradnik reže trto in rez ni prijeten. Če bi trta govorila, bi lahko rekla, zakaj mi jemlješ mladiko? Saj je bila dobra. Tako je tudi z nami. Bog včasih odreže naše načrte, odnose, našo varnost, razna pričakovanja. Mi se pa sprašujemo, zakaj Bog mi vse to jemlješ? Zakaj ravno sedaj? Zakaj ravno meni? A vinogradnik ne reže zato, da bi uničil, ampak da bi omogočil še več življenja. Mi gledamo kratkoročno, kar mi je všeč, kaj mi koristi, kar mi daje občutek varnosti. Bog pa gleda vnaprej, kaj vodi v resnično življenje, kaj prinaša trajen sad in kaj nas vodi v svetost.
Mi vidimo izgubo, Bog vidi pa rast. Mi vidimo rez, Bog pa vidi rodovitnost. Božja skrb ni vedno nežna, je pa ljubeča. Njegova ljubezen je dejavna, zahtevana, prenavljajoča. Prava ljubezen ne pusti človeka na mestu. Največji izziv zgodbe ni razumeti, ampak zaupati, da Bog ve, kaj dela. Bog vidi več kot mi. Bog nikoli ne deluje brez ljubezni, tudi ko tega ne razumemo. Dragi sestre, dragi bratje, Bog Oče je vinogradnik. To pomeni, da naše življenje ni prepuščeno naključju, naše bolečine niso brez smisla, naše preizkušnje niso prazne. Vse je lahko del njegovega dela, če mu dovolimo. Kaj pomeni beseda ostati v meni? Ostanite v meni. Ostati ni trenutek, ni enkratna odločitev, ni čustveni vrhunec. Ostati pomeni vztrajati, prebivati in živeti v odnosu. To je kot dihanje. Ne vdihneš samo enkrat zrak, ampak dihaš ves čas. Jezus nas ne vabi na občasno povezanost, ampak v stalno življenje z njim. Vera ni dogodek, vera je odnos. Velika zmota je, da mislimo, da je vera nekaj, kar imamo, nekaj, kar smo enkrat že doživeli. Jezus nam govori o nečem živem. Odnos, ki ne raste, začne umirati. Odnos, ki se ne neguje, se oddalji. Tako je tudi z našim odnosom z Bogom. Ne moremo živeti od včerajšnje vere. Ne moremo živeti od starih izkušenj. Potrebujemo današnjo povezanost. Zakaj je ostati tako težko? Ker naše življenje nas vleče na vse strani. Skrbi, delo, telefoni, hrup, odnosi. Vse to samo po sebi ni slabo. Lahko pa nas odmakne od bistva. Ne enkrat, ampak korak za korakom. Kar pa je še posebej nevarno je to, da človek ostane zunaj Jezusa, pa tega niti ne opazi. Kako pa ostajamo v Jezusu? Jezus ne daje zapletenih metod, daje nam prosto pot. Po molitvi. Molitev ni dolžnost. Je pogovor z Bogom. Je stik z Bogom. Ni pomembno, kako lepo moliš. Pomembno je, da si tam s preprostimi in iskrenimi besedami. Po njegovi besedi, Božja beseda nas povezuje z njim. Ko jo poslušamo, nas oblikuje. Ko nas oblikuje, prečiščuje in vodi. Ni dovolj, da jo samo poslušamo. Dovoliti moramo, da nas spremeni. Po zakramentih, še posebej pri Evharistiji, to ni simbol, to je resnična povezanost z Jezusom. Po ljubezni, Jezus nam v svoji besedi pravi, če izpolnite moje zapovedi, ostanite v moji ljubezni. Kaj se zgodi, če ne ostanemo? Jezus uporabi zelo jasno razlago. Veja ali mladika se posuši. Ne takoj, postopoma izgubi se notranji mir, vera postane prazna, srce se zapre. Kaj pa se zgodi, če ostanemo? Jezus obljublja nekaj velikega. Kdor ostaja v meni, rodi obilo sadu. To pomeni, da naše življenje postane rodovitno, naša pristnost prinaša mir, naše besede nosijo težo in srce postane odprto. Pa ne zato, ker bi bili popolni, ampak zato, ker Jezus živi v nas. Ostanite v meni je povabilo danes za vse nas. To ni teorija, to je odločitev za danes, odločitev za jutri, odločitev za večnost. Jezus nam danes ne nalaga težka bremena, ampak nam daje ključ do življenja. Ostanite v meni ne popolno, ne brez pacev, ampak v zvestobi. Kaj so sadovi?
Sadovi niso zunanji uspeh, niso denar, položaj, priznanje. Sadovi, o katerih govori Jezus, so notranje in duhovne resnice, ki se pokažejo navzven. To so ljubezen, mir, potrpežljivost, dobrota, usmiljenje, zvestoba, odpuščanje. To je življenje, ki diši po Bogu. Bog ne gleda samo na to, ali verujemo, gleda tudi na to, kaj raste iz našega življenja. On pravi, kdor ostane v meni, obrodi obilo sadu. Sad razkriva, s kom smo povezani. Drevo ali trta se pozna po sadu, ne po listih in ne po videzu. Ne po besedah, ampak po tem, koliko rodi. Enako je z nami. Človek lahko lepo govori o veri, pozna vse molitve, hodi v cerkev, toda vprašanje je, kaj pride iz njegovega srca. Ali prinaša mir ali nemir, ali gradi ali ruši, ali ljubi ali sovraži. Sad vedno razkrije resnico. Sad ne zraste na silo, ampak zraste, ker se mladika trudi in ker je povezana s trto. Velika napaka je, da mislimo, kako moramo biti boljši. Seveda, trud je pomemben, ampak Jezus nam pokaže globljo resnico. Brez povezanosti z njim ni pravega sadu. Sad je dar, ki raste iz odnosa. Zakaj včasih nimamo sadu? Mogoče se kdaj vprašamo, zakaj v mojem življenju ni miru? Zakaj toliko nemira, jeze, praznine? Razlog pogosto ni v tem, da se premalo trudimo, ampak v tem, da nismo dovolj povezani s trto. Bog pa želi od nas veliko sadu. Jezus ne reče samo nekaj sadu, ampak pravi obilo. Bog ne želi polovičnega življenja, da životarimo v njem. On želi, da naše življenje pusti nekaj za sabo. Sad na trti ni za trto, ampak je za ljudi. Enako je z našim življenjem. Če živimo le zase, začnejo sadovi usihati. Življenje kristjana je vedno podarjanje drugemu. Sad ne zraste čez noč, potrebuje čas, vztrajnost, skrb vinogradnika. Tudi v našem življenju Bog deluje postopoma. Zato ne obupaj, če ne vidiš spremembe takoj. Če ostaneš v Jezusu, sad prihaja. Bog nas ni ustvaril za prazno življenje, ampak da rodimo sad, ki prihaja iz povezanosti z Bogom. Jezus v prebranem odlomku izreče stavek: brez mene ne morete storiti ničesar. Te besede nas mogoče vznemirijo, ker tu ni mišljeno, da ne moremo ustvarjati, dosegati uspeha. Govori o nečem globljem. Velika razlika je med delovanjem in rodovitnostjo. Lahko veliko delamo in vendar ne obrodimo obilo sadu. Lahko smo zelo aktivni, a notranje prazni. Ena največjih človeških iluzij je, da smo sami sebi dovolj. Resnica evangelija je pa drugačna. Človek je ustvarjen kot živo bitje, ki prejema, se nekaj naslanja in je ves čas z nečim povezan, tako kot mladika na trti. Če se loči, ne izgubi takoj vsega, ampak začne počasi izgubljati življenje. Danes veliko ljudi živi brez Boga in navzven delujejo zelo lepo. Življenje teče, stvari se dogajajo, cilji dosegajo. A pogosto se zgodi nekaj drugega. Človek postane notranje prazen. Dobi občutek nesmisla, nemira, nezadovoljstva. To so znaki, da človek poskuša živeti brez izvira. Ko Jezus pravi, da brez njega ne moremo storiti ničesar, s tem pove tudi drugo resnico. Z Jezusom dobi življenje smisel. Majhne stvari postanejo velike. Z njim nič ne izgubimo, veliko pa pridobimo.
Ta Jezusova beseda nas vabi k ponižnosti in resnici, ne k poniževanju. Ko priznamo svojo omejenost, se lahko opremo na Božjo moč. Jezus nas ne želi narediti odvisne v negativnem smislu, ne želi, da postanemo pasivni, želi pa, da bi živeli v povezanosti z njim. Tako tudi mladika raste in rodi, kjer je povezana s trto. Jezus izreče besede, ki razkrijejo končni cilj našega življenja. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Naše življenje ni samo za nas, ampak ima globlji pomen – slaviti Boga Očeta. Ko slišimo besedo slava ali poveličan, pogosto pomislimo na čast in veličino. Ko dajemo slavo Bogu, ne dajemo le z besedami, ampak je to nekaj, kar živimo. Bog ne potrebuje naše slave, da bi bil večji. On je že popoln. Zakaj torej govorimo o slavi? Ker se v tem izpolni človek. Ko človek živi za Boga, najde pravi smisel, identiteto in notranjo polnost. Zakaj torej slavimo Boga? Odgovor je jasen. Da obrodimo obilo sadu. Ko slavimo Boga, je to odsev njegove slave. Vrhunec slave ni bil v čudežih, ampak na križu. Slava in radovitnost sta povezani, ne moremo jih ločiti. Zato naj bo naš cilj ne samo to, da smo dobri, ampak živeti tako, da Bog postane viden skozi nas. Zaključil bom z besedami, ki sem jih velikokrat uporabil v pridigi. Jezus je trta, Oče je vinogradnik, mi smo pa mladike. Vprašanje, ki ostaje, pa je osebno. Ali sem res povezan z Jezusom? Kajti od tega je odvisno vse. Če smo povezani, življenje teče, sadovi rastejo, Bog pa se razodeva. Če pa nismo povezani, potem počasi usihamo, izgubljamo notranji mir in življenje postane prazno. Se opravičujem. Morda danes ne potrebujemo velikih odločitev. Morda potrebujemo le eno stvar, vrniti se v povezanost z Bogom. V kratki in iskreni molitvi zaupanje Bogu in v preprosti besedi, Gospod, tukaj sem. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaše srce in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Dobri Jezus, ti si trta, ki nikoli ne usahne. Mi pa smo krhke mladike, ki brez tebe ne moremo živeti. Pogosto tavamo, se oddaljimo, iščemo življenje tam, kjer ga ni. In vendar nas ti vedno znova potrpežljivo kličeš nazaj k sebi. Dotakni se našega srca, očisti nas vsega, kar duši tvoje življenje v nas in nam daj pogum, da ti dovolimo tudi boleče obrezovanje, ki nas vodi v resnično rodovitnost. Amen. Sledi skupna pesem, Vsa ljudstva naj slave Boga. Vsa ljudstva naj slavi Boga.
Dragi bratje, drage sestre, včasih se vprašam, katera molitev je najlepša, najbolj duhovna, ampak tako kot je Jezus molil, ne znamo moliti. Zato so učenci rekli, Gospod, nauči nas moliti. In on jim je rekel, naj molimo takole. In naučil je kristijane, svoje brate in sestre moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. In kako lepo je, da smo bili skupaj, zato sprejmimo še duhovniški blagoslov iz cerkve in ga odnesimo v svoje domove, v teden, ki je pred nami, kamorkoli bomo šli, blizu in daleč. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.